Turčija povečuje svojo vojaško podporo Somaliji, saj si prizadeva okrepiti nadzor vlade in okrepiti operacije proti Al-Shababu. Somalski uradniki pravijo, da so turški lovci F-16 napadli in ubili približno 35 borcev Al-Shababa v regiji Spodnja Šabel. Naša dopisnica Bianca Zanini poroča o pomenu tega vojaškega usklajevanja in o tem, kako vpliva na večji boj za oblast na Afriškem rogu. Vidimo zanimiv premik iz Ankare, ko gre za preglednost in sporočanje njenega vojaškega sodelovanja s Somalijo ter tudi njene vojaške prisotnosti v regiji. Kar smo včeraj videli, so bila pravzaprav doslej najbolj jasna javna poročila o uporabi turških F-16 v Somaliji. Turške oborožene sile so skupaj s somalijskimi nacionalnimi oboroženimi silami uporabile te turške lovce za napad na infrastrukturo Al-Shababa, skladišča orožja in skrivališča, ter uradno ubile približno 35 teroristov. To je v resnici manj povezano z Al-Shababom in bolj z širjenjem turškega vpliva v Somaliji in v celotni tamkajšnji regiji. Somalija gosti največjo turško vojaško bazo v tujini. Ankara pa je v zadnjih 2 letih tam znatno okrepila svojo gospodarsko in vojaško prisotnost. Celo vzpostavlja vesoljsko pristanišče za svoj hitro napredujoči raketni program. In poleg Somalije je Turčija resnično spletla mrežo varnostnih, diplomatskih in gospodarskih vezi po vsem Sahelu. In zdaj ta napotitev teh F-16 v Somalijo je neposredno povezana z naraščajočim rivalstvom med Turčijo in Izraelom za nadzor nad temi strateškimi točkami v regiji. Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je večkrat predstavil Izrael kot imperialistično, ekspanzionistično grožnjo. In z letenjem teh F-16 iz Mogadišuja Ankara sporoča, da lahko in bo po potrebi ukrepala na tisoče kilometrov stran od svojega domačega ozemlja. Decembra je Izrael postal prva in edina država v Združenih narodih, ki je priznala Somaliland. To je odcepljena regija, ki je bila prej del Somalije. In to je Turčija videla kot neposredno grožnjo svojim interesom in naložbam v Somaliji ter suverenosti te države. Torej, to je res Erdoganov neootomanski projekt v praksi. To je tisto, kar trenutno vidimo. In iz Ankare prihaja vse bolj odprto priznanje, da je to tisto, kar Turčija počne. Želi se uveljaviti kot vojaška velesila na Bližnjem vzhodu v Severni Afriki in ob nekaterih najpomembnejših ključnih svetovnih trgovskih poteh. Torej ima ta zgodba o letalih F-16 v Somaliji veliko več plasti, kot se zdi na prvi pogled.